Moram pohvaliti tudi občinski odbor Kamnik, ki je eden izmed najbolj delovnih odborov in je tudi dosegel najboljši rezultat na Gorenjskem. Imate še veliko prihodnost in verjamemo, da boste naslednje leto na lokalnih volitvah znova dosegli zelo dober ali pa odličen rezultat. Nova Slovenija po kongresu znova intenzivno dela, se pripravlja na evropske volitve. Predstavili smo že tudi listo, ki smo jo sestavili. Na njej so poleg evropskega poslanca Lojzeta Peterleta in Ljudmile Novak tudi drugi zelo kompetentni člani Nove Slovenije. Tako bivša ministrica Mojca Kucler-Dolinar, kot tudi bivši predsednik odbora za evropske zadeve Anton Kokal, bivša sekretarka Alenka Šverc in pa tudi drugi mladi zagnani člani liste, ki imajo evropske izkušnje. Kako je pa stanje stranke? To uspešno saniramo, sedaj izvajamo tudi občne zbore v občinskih odborih, tako da teren je znova zaživel in se intenzivno pripravljamo na evropske volitve. Evropske volitve bodo 7. junija in vabim vas, da tudi vi odločate o tem, kdo vas bo zastopal v Evropskem parlamentu. Kako komentiraš vzdušje na današnjem občnem zboru občinskega odbora Kamnik? Z eno besedo enkratno. Današnja velika udeležba na občnem zboru je pokazala, da je Nova Slovenija v občini Kamnik še kako živa in zdrava, da nam ne manjka ne vole in ne energije za nadaljnjo delo. Predvsem pa smo v preteklosti pokazali, da prava kombinacija med mlajšo in starejšo generacijo prinaša pravo formulo za uspešno in dobro delo v prihodnosti. Z nami je Marjeta Humar, dolgoletna članica in predsednica svetniške skupine Nove Slovenije in prej še Slovenskih krščanskih demokratov. Kakšen se vam zdi utrip stranke Nove Slovenije po volitvah? Moram reči, da je bilo to, da je Nova Slovenija izpadla iz parlamenta zame zelo grenko. Tudi zaradi tega, ker so bile volitve, torej je bilo v volitev vloženega veliko dela, veliko prizadevanj. Tudi jaz mislim, da so bili naši kandidati dobri ali pa zelo dobri, tudi v primerjavi s kandidati drugih strank. Zdaj čutim v stranki nov utrip, tudi v Kamniku čutim, da nekako držimo skupaj in da smo prizadevali, da bi stranka naprej uspela. Jasno je, če ne pridemo v Evropski parlament, če ne pridemo v parlament pri novih volitvah, potem seveda stranka ne more svojega programa uresničiti. Uresničuje ga lahko samo takrat, če dobimo poslance. To pa je seveda smisel politike, zato si bomo prizadevali. Kako pa ocenjujete današnji občni zbor Kamniškega občinskega odbora? Bila ste delovna predsednica? Jaz mislim, da je bil občni zbor uspešen, tudi glede na to, da je pravzaprav en čas grip, teh in teh viroz, da je prišlo veliko ljudi, torej proti pričakovanjem zelo veliko ljudi in nekako, da so izražali tako upanje kot jaz, da se Nova Slovenija mora dvigniti iz tega pogorišča in se spet pojaviti kot pomemben politični faktor. Si najmlajši član svetniške skupine Nove Slovenije Kamnik. Kakšni so občutki, kakšne so zdaj že po 2 letih tvoje izkušnje? Ja, v svetniški skupini Nove Slovenije sem res najmlajši član. V njej sodelujem zelo z veseljem, predvsem zato, ker je ekipa zelo dobra. Na tej Ivo in pa jaz smo neka dobra skupina, Ivo nama daje modrost, mi da pa neka mladostna zagnanost in to skupaj se nekako dober poklop. V svetniški skupini delujem predvsem v interesu za to, da bi se v Kamniku in pa predvsem v krajevni skupnosti, kjer delujem oziroma kjer živim, naredilo nekaj boljšega, da bi se stvari spremenile na bolje in tisti projekti, ki jih zagovarjam, upam, da bodo realizirani in da bo s tem pač ukinil Kino Kamniku boljši. Kaj meniš o Novi Sloveniji po volitvah? Kakšno je vzdušje v tvoji okolici? Ja, jaz mislim, da je to ena velika preizkušnja, vsaka plat ima 2 poti.
In to je spet ena nova preizkušnja in da smo danes to polno dvorano tukaj je dokaz, da tisti, kar smo ponovili v Sloveniji, vemo, zakaj smo tle zraven. Ekipa krasno je delati z njo in sam fajn bi bilo, da bi se nas slišali še na tista področja, pa tistem ljudem, ki nismo slišali. Vzdušje se mi zdi, da je ta pravo, tudi novo vodstvo, predsednica Novakova, sem bila še sama presenečena, čeprav sem vedela, kakšne vrednote in vrline ima, ampak mislim, da je to prava pot. Kako ocenjuješ delo kamniškega podmladka Nove Slovenije? Ja, v preteklem letu smo izvedli več projektov, recimo nekaj športnih projektov, nogometni turnir, odbojko, potem 3 ure košarke na Vrhpoljah, večkrat smo se tudi odpravili na kolesarjenje, sodelovali smo pa tudi na posvetih podmladka, v organih na kongresu, smo imeli svoje delegate, smo se pa tudi odzivali na aktualne zadeve, ki se tičejo mladih s članki v lokalnih medijih. Tako da jaz ocenjujem, da smo lansko leto izvedli dosti projektov, da smo jih izvedli uspešno, načrtujemo jih pa tudi v prihodnjem letu in mislim, da bomo uspeli še naprej tako kvalitetno delati, kot zdaj.